Ravno država, ki je ponoči iz vesolja komaj vidna, da popestri dogajanje. Rusija je napadla Ukrajino. Zahod pomaga Ukrajini. Iran pomaga Rusiji. Ukrajina napada Iran. In zdaj je morda Severna Koreja napadla Ukrajino. In že je tu svet v vojni. Poskusimo priti do dna tega, ker je vse zelo nejasno in je ta zgodba v zadnjih tednih po krivici postala drugorazredna. Dejansko se je večina medijskih špekulacij v tem času glede vojne osredotočila na morebitno rusko mobilizacijo. Izvor teh govoric so očitno ponavljajoča se opozorila same Ukrajine, da bi se to lahko zgodilo. In razumljivo je, zakaj to pritegne pozornost. Zadnjič, ko je Rusija to poskusila, je bilo jeseni 2022, ko je bil Putinov položaj na oblasti morda najbolj negotov doslej. Vendar smo tudi razpravljali o tem, da so tukajšnje obveščevalne informacije nejasne in Ukrajina bi želela sporočiti, da prihaja mobilizacija, ne glede na to, kako močne so obveščevalne informacije, saj je že sama grožnja mobilizacije dovolj, da povzroči politične težave znotraj Rusije. V vsakem primeru je ves ta govor o mobilizaciji potisnil drugo opozorilo Ukrajine na stranski tir. Pa vendar je to tisto opozorilo, ki ima veliko boljše dokaze za potrditev trditve. In zato danes govorimo o tem, da Severna Koreja posega v vojno v Ukrajini. Če se vam zdi, da je vse to znano, je to povsem razumljivo. Leta 2024, ko je Ukrajina napadla Kursk, je Kremelj ugotovil, da ima politični problem. Ruski naborniki, poudarek na nabornikih, naj bi branili domovino. Vendar je bil celoten problem mobilizacije 2 leti prej v tem, da povprečen Rus ni želel sodelovati v Kremeljevem nečimrnem projektu proti Zahodu, tudi če so posledice dosegle tla federacije. Naborniki, zadolženi za varovanje meje, niso bili ista skupina kot rekruti iz jeseni 2020, vendar so bili prav tako nezadovoljni s situacijo. Zato so morali tisti, ki so bili pripravljeni sodelovati pri obrambi Kurska, prejeti dodatek k plači. Natančneje, isti dodatek k plači, ki ga je Kremelj nato namenil prostovoljnim pogodbenim vojakom, napotenim v Ukrajino. Toda to je pomenilo preusmeritev ruskih vojakov s frontnih linij in iz Donbasa v Kursk, kar bi oviralo sposobnost Rusije za ozemeljske pridobitve v Ukrajini. Tako je Kremelj naredil povsem običajno stvar kot odziv. Obrnil se je čez Evrazijsko kopno k največjemu mednarodnemu izobčencu. Približno 12.000 severnokorejskih vojakov je začelo prihajati v Kursk oktobra. Trahalo je še približno 5 mesecev, vendar se je Ukrajina na koncu umaknila iz Kurska. Severna Koreja se je izkazala za ključno pri obrambnem odporu, čeprav Kimovi vojaki niso bili pripravljeni na realnost sodobnega bojevanja. Vendar upoštevajte, da je bila dejavnost Severne Koreje omejena na Kursko izboklino. Severnokorejske čete niso bile na vzhodni frontni črti, niti niso bombardirale cilje v Kijevu. Rusija je v bistvu zamenjala milijarde dolarjev tehnično pomoč severnokorejskim orožarskim programom in tone prehranske pomoči za priliv vojakov ter s tem preusmerila morebitne politične težave pri mobilizaciji vojske iz Moskve v Pjongjang. Tako je stanje že več kot leto dni. Občasno je Ukrajina obtoževala, da Severna Koreja čez mejo izstreljuje rakete. Toda zaskrbljenost zaradi severnokorejske eskalacije tukaj ni pritegnila širše pozornosti Zahoda, predvsem zaradi pomankanja potrjene odgovornosti Severne Koreje. V redu, zdaj pa preskočimo nekaj tednov naprej, do prvih znakov, da se morda dogaja nekaj novega. Zelenski je objavil obveščevalno oceno, da naj bi Severna Koreja poslala 30.000 novih vojakov v Rusijo. Spomnite se, za obrambo Kurska je bilo uporabljenih le približno 12.000 severnih Korejcev. 30.000 svežih vojakov je pomembna številka. In še bolj zanimivo in edinstveno je v primerjavi s situacijo pred 2 letoma, če ne menite, da je Ukrajina trenutno v položaju, da bi kmalu sprožila novo ofenzivo na ruskem ozemlju. Da bi še dodatno zapletli zmedeno medijsko situacijo, je ta obtožba prišla z dokazi, da Rusija pripravlja logistične operacije severovzhodno od Ukrajine, očitno za sprejem severnokorejskega kontingenta. To je bilo v nasprotju z veliko blažjimi trditvami o ruski mobilizaciji, vendar so slednje dobile precej več medijske pozornosti. In to nas pripelje do noči z 10. na 11. avgust, ko je Rusija, ali vsaj nek subjekt znotraj Rusije, izstrelila rafale raket proti Kijevu in Zaporožju.
Kijev je upravičeno prejel levji delež pozornosti, ko gre za raketne napade, vendar je tokrat Zaporožje postalo v središču medijske pozornosti. Glavna tarča je očitno bila Zaporižstal, ena največjih jeklarn v Ukrajini. Toda to ni bilo tisto, zaradi česar je bil napad izjemen. Šlo pa je za način napada. Bila je običajna zbirka Iskanderjev in drugih ruskih balističnih raket. Toda edinesten vidik tega je bilo nekaj KN-23 raket. To pomeni severnokorejske rakete. Koliko jih je, ni jasno. So v bistvu severnokorejska različica Iskanderja in se na radarju zdijo skoraj identične. Za natančno identifikacijo je potrebno pregledati razbitine. Kljub temu pa je zaskrbljujoče, da so nekateri izstrelitveni položaji bili iz iste regije, kjer se je zdelo, se Rusija pripravlja na severnokorejski scenarij. In v poročanju manjka navedba, kdo jih je dejansko izstrelil. Tako nam ostaneta dve možnosti, ki jo moramo upoštevati. Ena možnost je, da je Severna Koreja poslala pošiljko raket Rusiji, ki jih Kremelj zdaj uporablja. To ne bi pomenilo velike spremembe v vojni. Rusija je do zdaj že izstrelila več kot 100 severnokorejskih raket, vse od zadnjih dni leta 2023. Vse, kar bi to resnično naredilo, je, da bi še bolj poudarilo, kako pomembne so rakete v tej fazi vojne. Še včeraj smo razpravljali o tem, kako ima Ukrajina težave z droni pod nadzorom, vendar je v bistvu brez obrambe proti raketam. To se zgodi, ko se zaloge sistema Patriot izpraznijo. In pomanjkanje obrambe se očitno prenaša tudi na obstreljevanje Zaporožja, saj ni nobenih poročil o sestreljenih raketah. Zato je pridobivanje več balističnih raket iz Pjongjanga naravna izbira za Moskvo. Seveda to pride s ceno. Severna Koreja tega ne počne zastonj, vendar ima več smisla kot laganje dodatnega denarja v dodatne izmene v tovarni šahet, saj bo Ukrajina te drone preprosto sestrelila. Še ena prednost, ki je Kremelj zagotovo ni spregledal, je ta, da Ukrajina ne more poslati Flaminga čez celo Azijo, da bi uničila katero od teh tovarn. Za razliko od tega, kar bi Ukrajina lahko začela početi znotraj Rusije. Če gre tukaj zgolj za prenos orožja, to še vedno razkriva asimetrijo v vojni v primerjavi s tem, kako se stvari lotevata Evropa in Bidenova administracija. Natančneje, konservativen pristop pri odobravanju zahodnega orožja za napade znotraj Rusije. Tukaj gre za nekoliko neprimerljivo primerjavo. Po napadu, pri katerem pomaga tretja stran, ima Rusija na voljo več geopolitičnih možnosti kot Ukrajina. A to ne spremeni dejstva, da je Ukrajina v slabšem položaju. Bolj zanimiv vidik zgodbe je, ali je Severna Koreja dejansko izstrelila rakete. Kolikor lahko ugotovimo, bi bilo to prvič. Širše gledano bi bilo to prvič, da bi vojna v Ukrajini presegla svoj dvostranski okvir. In ja, lahko bi si vzeli minuto in dodali ustrezne opombe k tej trditvi. Spomnite se, da je Kursk v Rusiji. Tehnično gledano, Severna Koreja tukaj ni vstopila v Ukrajino. Morda so to storile le njene rakete. Ruski droni in drugi sumljivi predmeti so našli pot v številne države NATO. Potem je tu še čudna rdeča črta v vojni na splošno, kjer je eno, da ti izročim zelo veliko bombo, povsem nekaj drugega pa je, če sem jaz tisti, ki dejansko pritisne gumb in jo izstreli. Celotna situacija je zelo čudna. Še menimo, da upravljanje mobilnih izstrelitvenih ekip za tovrstne rakete ni posebej delovno intenzivno, zakaj potem Rusija sploh potrebuje Severno Korejo za to? Za primerjavo, Kijev trdi, da je bilo za ta namen severovzhodno od Ukrajine poslanih približno 90 severnih Korejcev s 6 izstrelitvenimi napravami in 120 raketami. Ali je Rusija res tako obupana, da potrebuje živo silo? To bi potrdilo idejo, da smo nekaj več kot mesec dni oddaljeni od tega, da bo Rusija mobilizirala 500 000 mož. Po drugi strani pa so po obdobju nemirov številke o pogodbenem novačenju v zadnjem četrtletju za Kremelj videti spodobne, saj dosegajo 1000 novih vojakov na dan, kar je potrebno za ohranjanje trenutne razporeditve sil na bojišču. Plače so se sicer spet zvišale, a vojaki so še vedno tam. Po drugi strani pa to ne pojasnjuje, zakaj naj bi se Rusija domnevno pripravljala na prihod 10 000 severnih Korejcev, ki naj bi bili nameščeni v Rusiji. Ali gre tukaj za nezmožnost usposabljanja Rusov, da bi sami opravljali to delo? Morda, vendar so Rusi to orožje že prej izstreljevali. Zakaj ne morejo preprosto razširiti svojih vrst, kot bi to storila običajna vojska? Imeli so več kot leto dni časa za to.
In ne vidimo tako ekstremnih količin severnokorejskih raket izstreljenih v enem napadu, da bi takšno usposabljanje preobremenilo ruske zmogljivosti. In če je to zdaj samo Rusija, ki napada, se moramo znova vprašati, kaj tam dejansko počne severnokorejska prisotnost. Ne more biti le peščica častnikov, ki nadzorujejo operacijo, zbirajo podatke in pomagajo Rusiji pri reševanju težav. Prepričan sem, da se to dogaja že leta in je običajno na obeh straneh fronte. Ali Rusija samo pripravlja teren, da bo Severna Koreja tiho prevzela nadzor, potem ko je ustvarila politične pogoje, da nikogar na mednarodnem prizorišču ne zanimajo severnokorejske rakete, ne glede na to, kdo jih izstreli. Celotna situacija je za Ukrajino mešanica dobrega in slabega. Če je Rusija resnično zaprosila za pomoč, je v tej situaciji tudi nekaj pozitivnega. Kremelj se je znova soočil z oviro pri reševanju svojih notranjepolitičnih težav. Kljub temu, in prepričan sem, da boste slišali pretirano optimistične argumente v nasprotno smer, to niso dobre novice za Ukrajino. Širša protizahodna koalicija skuša ohranjati občutljivo ravnotežje, kjer ima vsak svoje interese, vendar imajo trenutno vladajoče vlade omejen politični kapital za uresničevanje svojih želja. Rusiji je med vojno uspelo najti cenejše rešitve za svoje politične probleme in na to uporabiti svoje bogastvo, da je v te rešitve vložila vse. Pomislite na to tako. Vsaka država v protizahodni koaliciji ima svojo mejo. Koliko, če ne najdem boljšega izraza, nesmislov lahko prenese. Do neke mere je mogoče nesmisle zamenjati za denar. Vlada lahko doma kupi več naklonjenosti domače javnosti, da izravna nesmisle, če je na voljo več denarja. Kitajska toleranca do teh nesmislov je praktično neobstoječa. Kupujte kitajske izdelke in prodajajte svoje izdelke Kitajski po znižani ceni, vendar tam ne bo politične pomoči. Iran je imel razumno mero tolerance vse do pred približno 6 meseci. Toda zdaj, ko Združene države izvajajo svojo posebno operacijo Hormuz, v sistemu ni več nobenega manevrskega prostora. In tudi potem, ko se to konča, bo novi vrhovni voditelj morda še vedno želel biti previden glede protestov doma. Namesto tega je Severna Koreja tista, kjer je še nekaj manevrskega prostora. In to je še bolje za Rusijo, ker so mejni stroški preusmerjanja političnih bremen na Pjongjang razmeroma nizki. Severna Koreja je tako revna, da lahko že nekaj rubljev veliko pomeni. Torej, da odgovorim na vprašanje iz naslova, ne vemo, kakšen je trenutni status Severne Koreje v tej vojni. Morda severni kritivci zdaj pritiskajo gumbe za napad na Ukrajino. Morda bodo kmalu počeli še veliko več, saj za povečanje teh operacij ne potrebujete 10 000 vojakov. Toda tudi, če se zdaj nič od tega ne dogaja, obstaja dober teoretičen razlog za domnevo, da bi se to lahko kmalu zgodilo. Medtem, če bi se radi vrnili v preprostejše čase, ko smo razmišljali o dvostranskem konfliktu, si oglejte eno od teh dveh odličnih knjig o začetku invazije. In če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo jutri. Pazite nase.